Da vam povem, kak je včasih bilo, ko še teh BMX koles ni bilo. Tu blizu je Betnavski gozd, tu se nahajamo v Mariboru, v Jakopičevi trenutno. In Betnavski gozd je bil zbirališče mladine. Svoj čas, ko teh koles ni bilo, so se pelali otroci pač od staršev s kolesi in tak naprej. Samo ker so pa skakali po teh, kak bi človek rekel, kaj? Skakalnicah. Svoje skakalnice so se naredili otroci in tako je šlo, starši niso mogli več prepoznati svojih koles. Tako jaz tudi svojega nisem prepoznala smisla, da je to, da so mi potaknili kakšno drugo kolo. V resnici to bilo moje, no vse nič ni. Zdaj pač otroci imajo, hvala Bogu, te BMX kolesa in se vozijo. Imamo krasno progo tu blizu, ki je prva v Jugoslaviji. In mladina se tu sestaja in imajo čudovito. Uničil sem vse bicikle doma, ne, in ni nič drugo preostalo staršem, kot da so mi kupili BMX, ne. Potem sem dobil prvi sem imel BMX-a na naši ulici in okoli, ne. In sem začel voziti, ne. Potem me pa videl tovariš Fadiga in so mu posvetila ideja o pravi BMX progi. Na začetku je bila tu trava še vse. Pa mi smo imeli navadne bicikle, pa smo ponečevali tam v Betnavi, ne, pa starši so vsi sebe bili, ne, pa potem pa se spomnili, ko so začeli tukaj graditi. Najprej smo hodili tukaj, pa so vrtovi, so še bili vse tukaj. Palice zapičene, taki kupi, veliki, drogovi. Pa smo začeli tukaj meriti, kole zabijati to. Pa še eno smo uničevali bicikle, take stare smo še imeli. Pa so pa BMX-e dobili, pa že tu smo začeli že graditi, bolj tak, bolj resno, pa smo gradili, pa smo začeli kupe delati, pa zemljo nanašati, pa vojaki so prihajali. Pa počasi smo začeli graditi, pa smo počasi to dograjevali. Pa smo potem čez eno leto približno pa že malo končevali, pa smo že imeli vse narejeno, ovinke pa kupe, pa smo začeli ta fini pesek tu voziti. Ja, pa ne razumem. Tako, še malo. Super, špica. Tako malo lepo. Še kdo, fantje, bo še kdo? Je še kdo žen? Tako da tu lepo noč spada, tu še nekaj. Tu še spada noter, precej noter, to še spada precej, ne? Ampak tu moramo neki boljši material. Ja. Ne, ampak gled, zdaj tisto tam, kar kopljem, tam gled, tisto zdaj še hrbet, tisto hrbet morali... Tisto hrbet, ja, a ga misliš sem dati? Jaz bi ga... Tako da imamo definitivno tisti iztek. Ja. No, lukno kopaj. Lukno kopaj. Otroci želijo stalno spremembo in vedno nekaj novega. Zato smo prišli na idejo, da bi zgradili prvo BMX progo v državi, ker je pač nikjer še ni. In to progo smo začeli lansko leto in smo jo pravzaprav v enem letu nekako do 3/4 zgradili. Zdaj gradimo naprej in mislim, da jo bomo še v naslednjem, v tekočem letu zgotovili. Seveda manjkajo tu še razne finese, kot so recimo garderobe, klubska soba, skladišče in tako dalje, razne inštalacije, ograja, vendar to ima čas še izgrajevati poznejši rodovi ali pa kako bi rekel, poznejši kadri. V tem letu, oziroma v letošnjem letu smo itak dosti napravili, mislim v tem, da smo naredili otvoritev in pa izpeljali prvo slovensko prvenstvo, na katerih je sodelovalo preko 250 tekmovalcev, na obeh tekmovanjih seveda, in na katere je obiskalo preko 5000 gledalcev, navdušenih gledalcev, lahko rečem. To nam je več ali manj, bi lahko rekel,
ponos in pa zadoščenje za trud, ki smo ga vložili skupaj starejši in pa mladinci v pomoči raznih šol in pa seveda JLA tudi, ter pa delovnih kolektivov. Sodniki stavimo na vrstni red. Sodniki pozor. Vedno, kadar pridem prvo grem po kolo, BMX, pridem sem tu, se zadržujem tudi do 2-3 ure. Prav z izgradnjo BMX proge smo starši dokazali, da se znamo, seveda, če želimo in hočemo odlično vključiti in našim najmlajšim priboriti in za njih storiti to, kar pravzaprav vidimo tukaj. Fantje pripravljeni, pozor, zdaj! In vidimo tukaj velika borba, zopet Eržen Simon na čelu, Kalešnik, tam štartna številka 50. To bo izjemna borba, to je prednosti, kar bo mogoče že zadoščalo za končni uspeh. Prvi se ta letni skorovi, danes se da o Hrvatsko vrstni pomeni. Sedaj Eržen koliko prednosti ugrabi proti cilju. Ali bomo uspelo? Bomo videli. Torej, velika prednost in tukaj verjetno že republiški prvak Eržen Simon, kaj ti prednosti verjetno neodoljiva, razen če prije do paša. Namesto te proge, ki smo jo zgradili z skupnim delom, poznamo tudi še eno panogo BMX-a, to je freestyle, za katero bi rabili opremo, ki je še nimamo in bi jo morali kupiti. To bi nudilo predvsem mladim tekmovalcem, da si izkaže tudi v akrobatskem stilu BMX-a in to bi bilo zelo fajn, saj to pogrešamo.